hvala Matej in hvala Andrej za tale uvod. Ja, igralci so medtem že na zelenici. Gorica pravzaprav danes lovi tisto najtežjo, morda celo zmago na gostovanju, kajti Vrtnice na tujih zelenicah v tej sezoni še ne poznajo zmage, na drugi strani pa so Mariborčani v Ljudskem vrtu dosedaj še ne premagani. Petriča, no medtem pa napadalna akcija Velikonja, nekaj dela tam za Piklera, Velikonja in Gorica vodi v Ljudskem vrtu. Prva lepa akcija, ki je letela in tudi podaja do Etiena Velikonje, nekdanjega člana vijoličastih in svojemu bivšemu klubu, s katerim je osvojil tri naslove državnega prvaka, pa je kaznoval vse skupaj. Tam ni bil dovolj odločen tukaj Pikler, ki seveda ga je znal na koncu preigrati Etien Velikonja in širok tako lepo spodajo. Terici danes s 3 kartoni rumene barve, tako da bosta morala malce paziti, ampak kadar je res da širok, no zdaj pa tam takoj gol za izenačenje. Gorica je popolnoma okamenela v obrambi, Aljoša Matko pa trese mrežo in gol za izenačenje. Kakšna tekma tukaj v Ljudskem vrtu. Obramba, na katero je opozarjal takoj Gordan Petrič, da mora biti bolj pozorna, kajti fantje Camoranesi so želeli takoj vrniti milo za drago in Aljoša Matko je znova vroč. Aljoša Matko, torej potem, ko je v tem prvenstvu dosegel že 4 gole. Kavčič pošilja žogo, pa jo izbija Martinović. Kot kaže, naj bi Martinović storil nov prekršek, tokrat je bil malce bolj grob v duelu. In rdeči karton zdaj za Martinovića, no zdaj se razburja klub Maribora, češ da tole ni bilo vredno drugega rumenega kartona in na tej desni strani, no pa Kotnik s predložkom v kazenski prostor, napaka obrambe Gorice, Matko in brani vratar Gorice. Vrhovc zdaj s predložkom v kazenski prostor do Matka, ki to zna biti nevarno. Izgubil je žogo tam vratar Likar in tudi predkršek nad vratarjem Gorice. Kradejo žogo Mariborčani, Mešanović, nevarno je Matko in Maribor do preobrata v Ljudskem vrtu. Aljoša Matko, nov gol proti Gorici danes. Vroč je torej Mladenič v vijoličastem dresu, Aljoša Matko. 6. prvenstveni gol tega nogometaša. Torej drugič danes zdaj trese mrežo vratarja Likarja. Šempetra pri Novi Gorici. Smajlagić predložkom, tukaj Smajlagić branil, sjajna obramba vratarja Maribora. Kronaveter, 1-1, Rok Kronaveter pa lepa podaja tam do Repasa, Repas in Felipe Santos. In to je zdaj v 90. minuti šahmat Maribora z igralcem manj v Ljudskem vrtu. 3-1, Felipe Santos pa torej džoker sklopi Maura Camoranesija. Ja, v tej sezoni torej Felipe Santos 4. džoker sklopi Maura Camoranesija. V tej sezoni je v ogenj že poslal, ko je dosegal gole, Rok Kronaveter na 2 tekmah je bil džoker sklopi ravno podajalec za začetno akcijo. Pa imali smo šanse, ali to je bilo i pre isključenja igrača gdje smo dali go na vreme, ali smo primili vrlo brzo. Što nam se dešava, od kako sam ja došao, dosta puta nam se to i dešavalo. Ja generalno mogu i da zamerim momcima, mogu i da im ništa ne zamerim, ali ove greške što pravimo, to je i sve plod nekog kvaliteta. Tako da imamo još ove 3 utakmice da pokušamo da uzmemo neki bod i od januara meseca da vidimo kako ćemo da pojačamo ekipu. Zadovoljen je Mauro Camoranesi z današnjo predstavo, pravi čestitati moram igralcem in da ne smemo gledati samo tiste tekme, ki jih izgubimo, moramo pogledati tudi tisto, kar smo naredili dobrega, na čemer delamo vse te tedne in vse te nedelje.
ko tudi igramo in treniramo, tako da išče tiste pozitivne stvari in seveda, kot je dejal še enkrat Mauro Camoranesi, čestita svojim igralcem za dobro predstavo, pa seveda velja omeniti še enkrat, da so to dosegli z igralcem manj.